večer, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. V okviru naših prireditev Matica pod zvezdami, cikla predstavitev novih knjižnih edicij Slovenske matice, ki ga prijazno sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Prav tako, tole knjigo, ki jo bomo danes predstavljali, je enako finančno podprla Javna agencija za knjigo v našem knjižnem programu iz leta 2024. In če se vam je do tega trenutka zdelo, da morebiti ste o Josipu Jurčiču že prav vse slišali in veste tako rekoč vse o njem, zlasti potem, ko vemo, da smo praznovali tudi Jurčičevo leto in je išla pomembna monografija profesorice doktorice Urške Perenič v Jurčiču, pa vendarle bomo danes odkrili tako, kot nosi knjiga naslov Neznanega Jurčiča. To pa po zaslugi avtorja te knjige, docenta doktorja Bernarda Nežmaha, ki ga prav lepo pozdravljam. Naj nakratko predstavim. Bernard Nežmah, ki ga sicer vsi poznate, je sociolog, publicist, profesor žurnalizma. Rojen leta 1961 v Ljubljani, študiral primerjalno književnost in sociologijo. Predaval na številnih univerzah medkulturno komunikacijo in pragmatiko, recimo v Göteborgu na Švedskem. Doktoriral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s temom Sociološki aspekti intersubjektivnih konfliktnih komunikacij. Kako mu je to pomagalo pri raziskovanju Jurčiča, bomo seveda izvedeli v nadaljevanju. Bolj pa je seveda nam tudi znan kot urednik na Radiu Študent, glavni urednik Mladine, kjer objavlja svoje književne kritike in komentarje že več kot 30 let. Uveljavljen tudi kot politični komentator in deluje s številnimi televizijami. Je raziskovalec na Inštitutu Nove revije na področju študij o humanistiki in množičnih medijih in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije v Ljubljani, kjer predava zgodovino časnikarstva, kamor sodi tudi današnja publikacija. Objavil je še znanstvene monografije, Kletvice in psovke, časopisna zgodovina novinarstva, fragmenti o novinarskem pisanju, pa sociološki prikaz prehoda Rusije iz jelcinizma v putinizem v knjigi Jelcinova Rusija. Izdal je zbirko intervjujev z vrsto evropskih intelektualcev o fenomenu komunističnih režimov pod naslovom Zrcala komunizma, pa intervjuje o človekovem odnosu do narave pod naslovom Eko-Sofi. O tem bomo kaj več spregovorili tudi v nadaljevanju, in svoje jezikoslovne esejistične pogovore z Merkurjem leta 2014. Zdaj pa je pred nami Neznani Jurčič, magični žurnalist. Kot ga imenuje dr. Bernard Nežmah, ukvarjate se in ste se ukvarjali z zgodovino novinarstva, zgodovino žurnalizma. Zakaj ste se zdaj odločili podrobneje pogledati v drobovje slovenskega naroda, ki ga je Josip Jurčič urejal, in seveda prikazati ta Jurčičev pogled na novinarstvo? Ja, v bistvu sta dva razloga. Prvi me je Jurčič čist vizualno pritegnil, ko sem se sprehajal po zgodovini časnikarstva, s tem, da v slovenskem narodu je bilo marsikatera stran imela belino. Se pravi, to je bilo znamenje cenzure. Skratka, v sodobnem svetu, recimo v partijskem času, je zelo
sekundarnih položajev lahko ugotoviš, da je bila cenzura. Časopisi niso puščali beline, ker ti režim niti tega ni dopustil. No, pri Jurčiču mi je pa to je prva stvar, me pretegnila in bila mi je zanimiva se iz večjih razlogov. Najprej, kaj je bilo tisto, kar je bilo prepovedano in kako se je Jurčič soočal. In on pač ni jemal cenzure kot kastracije, neke hude prepovedi. Namreč naslednji številki je povzel, kaj se je zgodilo, se je pritožil na sodišče, ironiziral cenzorja in to je lahko počel nonšalantno večkrat. Njemu se je enkrat zgodilo, da je imel, v enem tednu je 3-krat bil cenzuriran. Skratka, 2 dni zapored, en dan pauza, pa spet. Zdaj, to je bilo nekaj, kar je bilo očitno in potem sem šel recimo gledat, kako se on tudi na drugih ravneh soočal s cenzuro. Ugotovil sem nekaj, kar je ni bilo tako samoumevno, namreč, ko so poslali njegovo, se pravi, izdajo Slovenskega naroda na vlak, je nesel še en izvod policijskemu inšpektorju, uradniku, ta je pogledal in potem je napisal recimo zaplembo, so šli njegovi adjutanti na železniško postajo, so ustavili celo pošiljko, ampak naslednji dan je bilo par 100 izvodov še naokoli. To se mi zdaj zanimivo, kako mu je to uspelo. Zadeva je bila pravzaprav zelo enostavna. Ko sem opazoval, kako se je distribuiral slovenski narod, je bilo očitno nekaj, da je imel 2 rubriki. Eno je bila naročnina, oziroma vsi so bili samo naročniki, četrt leta, pol leta, leto. En tip naročnine je bil s pošto, en pa brez pošte. Na ulici pa ni bilo kolportaže ali pa kioskov, ni bilo, knjigarna tistih majga, ki je bilo očitno. Torej, kaj je pomenilo, če ti si bil naročnik časopisa, ne da bi plačeval poštnino? Zelo preprosto, šel si sam v tiskarno. In ker si bil med prvimi, skratka, in bralca je vedno zanimali, si čakal, kdaj zide. Te naročniki so prišli tudi do prepovedanih izvodov. Mene se v začetku presenetilo, ko sem gledal, da je bila revija prepovedana, ampak je bila zvezana. Hudiča, kako je bila konfiscirana, pa je čisto lepo. Recimo, kaj ste besede, mladine v Nuku, pač jih ni, tiste, ki so bile prepovedane, jih niso potegali nikoda. In Jurčič je imel v naslednji fazi je najdel eno odlično strategijo, to je bil prvič, zdaj je prišla serija, veliko še predzaplenjenih. Potem, ko so pa seveda malo tudi razvili druga stran, da se je imela svojo represivno moto, je dala pospešek, tako da so že očitno že iz tiskarne približali malo vedeli, kaj bo za zapleniti. In Jurčiček je vedel, zakaj, ki je ocenil, da bo reč zaplenjena, je dal na stran kar je par 100 izvodov. In jih je dal v kuverte in jih je dal poslati na pošto. Zdaj si predstavljate, ko pride službenec tiskarne z unim šopom, takih velikih kuvert, na pošti so jasno vsi vedeli, kaj prinese. In jasno, šef pošte vzame izvod, ga pošlje do deželnega predsednika, tega je zanimalo, kaj je, rad bi odprl, ampak se ni upal. V Avstro-Ogrski je veljala ustavna prepoved odpiranja poštnih pošiljk. Skratka, in to je bil pol tudi nekaj posebej piše, da je po en izvod so pošiljali profesor Erjavco. Erjavco je skrbel za Fran Erjavc za to, da se je pol arhiviral. To je bil en tip. Pol je, recimo, ko so bile težave, recimo z pisanjem o hercegovski ustaji, in je bila ta težava, da je seveda avstrijska diplomacija bila v dobrih odnosih z Turško. In pač
pač niso hoteli imeti preveč problemov in so taki zaplenili. In pa Jurčič najdel varianto, kako je spravil svoj članek na naslovnico, ne da bi bil zaplenjen. Opisoval je neko shod v neki hercegovski vasi, kjer so ustajniki, ustaši imeli upila, oziroma živel cesar Franc Jožef. Če daš to naslovnico, ti ne more zapleniti. Potem je imel, recimo, kadar sem naprej imel težave, spet s kakvim tekstom, je prosil, je rekel svojemu prijatelju, poslancu Vošnjaku, daj ga ti preberi v Dunaju v parlamentu. In seveda, parlament je bil pa bila dobesedna svoboda govora. Potem svojega članka ni mogel objaviti, lahko je pa objavil poročilo iz Dunajskega parlamenta. Skratka, te njegove strategije, so bile tako fascinantne, da me pritegnilo in sem šel pol na dolgo in široko to pregledati. Drug razlog je pa bil, da sem videl, kako je branje starih časopisov je naporno. In tudi proučevanje ga je relativno malo, zato ker kaj so počeli te, ki so zdaj pisali v zgodovini, so citirali drugega. Se pravi, en glavnih virov je bil profesor oziroma Ivan Prijatelj pa France Kidrič, ki sta opisovala, oni pa sta opisovala stališča tega narodnostnega političnega momenta in vsi so jih citirali in to je bila pač zgodovina. Jaz sem šel pač gledati, brati, da vidim, kaj tam je, ker me v resnici ni zanimala politična zgodovina, me je bolj zanimala zgodovina idej, zgodovina žurnalizma, zgodovina tudi stila. In zdaj to branje je možno, danes imate na tem Dalibu po računalniku lahko gledate, kar je peklensko. To lahko, če nekaj iščeš, najdeš, lahko članek slučajno, da ti zdan, ampak da bi pa to šel iz dneva v dan, slediti ne gre. Časopis je fizična, je zgodba, kaj primaš. No in moram reči, nekaj časa trajalo, da sem se odomačil. Odomačil sem se pa v tistem hipu, ko sem nekako začel razumevati kontekst. In sem tudi videl, kako se članke navezujejo na une izpred mesecev, kaj so teme, kaj so spopadi. In drug tak moment je bil zame gledališka kritika. Danes je to bolj ali manj v časopisju, kakor je ostalo, zelo hermenevtično. Skratka, ni za veliko bralcev, tudi niso priljubljeni. Mislim, da je bil en zadnjih je bil Inkrat, ki je pisal kritike na ta način, da so ljudje zaradi njega šli kaj brati. Potem pa, dobro, se najde še kakšen, ampak žanr gledališke kritike ni razvit preveč. Mislim, oziroma tako reči, hermeneutičen ali pa hermetično zaprt, da ne povabljene. No, in v tistem času bilo zanimivo. Na en stran so Jurčič, slovenski narod, favorizira gledališče. Spodbuja ljudi, povabi, pejte v gledališče, objavlja, kdaj kaj igra. Hkrati ima pa kritika, ki je zajedljiv, neizprosen. On, bi rekel, opisuje, kako igralci igra, prav en igra, katastrofa je, to je kot da bi kot srednješolsko igra zaljubljeno Schillerja. Skratka, nobene prave igre. Potem ocenjuje publiko, ki se reži na neprimernih trenutkih, ne razume. Predloge, daj tudi masko. Ugotovi, da je ena igralka, ki igra mamo, je videti mlajša, kakor ona, ki igra njeno hčerko. Skratka, in z svojo to pikantnostno je enkrat pripeljal se do tega, da je Jurčič objavil pismo nekoga, ki protestira. Kaj se to pravi? Ne gre kritik Rajne Dunaj kritizirati. Nemške predstave. In on se piše ta kritika, skratka, dobra kritika, to je nekaj najboljšega, kar lahko v življenju dobiš, da ti nekdo pove, kaj gre. In to je bil en žanr, pa je bila pa serija vse mogočih žanrov, ki so me pritegnili, ki jih ni bilo. Ene take rubrike, on je pisal bralcev. Kje to najdeš? Ni tega, da časopis piše bralcev
In na kakšen način, če gleda? Pa eno prav, ok, imate v dobrem, ne, 10 goldinarjev, kakoli naročnina velja. In seveda, bilo jasno, ker ni bilo telefona, po katerem bi klical, je bil to način, kako je on komuniciral z bralci. Pol, o nekomu piše, ja, nam vračajo poštarji vašo časopis, ste se očitno preselili, denar ste plačali, pošljete nam nov naslov. Skratka, ne moramo tudi pomisliti, kaj je pomenil časopis. V časopisu si lahko se te lahko skozi časopis poklicali. In recimo, so pa bile te zadeve, da so, ker je imel dopisnike, ki so pisali odkodarkoli že, in potem se v kraju je bilo to najbolj zelo pomembno. Pomisliti, kdo je zdaj pisal o tem škandalu. In vsake toliko časa napiše pismo, da se javlja, ta pa ta, iz Brežic, in prosi, da potrdimo, da on je avtor tega pisma. Skratka, stvari, ki so pravzaprav izjemne. No, to je čudo, kot nek rudnik. Rudnik ideje, rudnik forum. Vi ste se osredotočili na 20 tovrstnih tem, tako razporejena poglavja v tej vaši knjigi Neznani Jurčič. Hkrati pa ste morda, če nekoliko ostaneva še pri cenzuri, dejali, da vas je zanimalo tudi ne samo to, kako se je Jurčič s cenzuro soočal, ampak tudi s tem, kaj je bilo pravzaprav cenzurirano. Kakšna besedila, katera besedila, omenili ste, kako zelo pogosto se je to pri Jurčiču dogajalo, kar seveda pričuje o tem, da je na nek način s svojimi temami poskušal ves čas tudi malo provocirati oblast. Ja, Jurčič je delal časopis za publiko. Njemu so bili pomembni bralci. In to je naredil na več načinov. Z jezikom, ki je bil izjemno privlačen. Mene je presenetilo. Rečemo, Vodnika poznamo kot tistega duhovitega, bistroumnega poeta, se je mogoče uganke delal, domislice, pratike. Ampak ko je on urejal svoj časopis, se pravi Ljubljanske novice, je bilo to ena hladna kronika. Njemu se je zdel, on je razumel se tako ločeno. Poezija kot umetnost svobode duha, časopizem, časnikarstvo kot kronika. In se je tega držal. Čeprav je bil sposoben, on bi lahko vse, če kdo bi lahko naredil živ časopis. Jurčič je pa obrnil, pa je hotel narediti, jaz me je bilo zanimivo, literarni zgodovinarji so vedno opisali to s to bolečino, kaj vse bi lahko Jurčič napisal, če ne bi reveč bil prisiljen za preživetje urejati pa pisati časopis. In kdaj celo tako opišejo, vzemno je toliko sil, da je zaradi tega tudi umrl. Jaz, ko sem to bral, sem imel občutek, da je on izjemno užival, da je on to rad počel. In potem se je seveda trudil, da pri njemu pravzaprav ni bilo dolgočasnih rubrik. Smrt, umor, samomor, nekaj, kar je tudi Vodnik je že o tem pisal, ampak on je bil spet faktičen, koliko je bil kdo star, koliko kot mlad otrok, kjer ga poklice. Je zanimiv stališča etnologije, tudi zgodovine, ko ugotovimo malo približno življenjsko dobo, koliko so ljudje stari umirali, katerih poklicov so bili. Jurčič je pa to obrnil smrt v literaturo. Kaj pa je? Najboljši romani so povezani s smrtjo. In on z vsake smrti je naredil zgodbo. Jo je znal obrniti v ironijo, malo je preoblikoval. In pri tej zgodbi, kar je zanimivo, kako je on razmišljal o žurnalizmu. Nam se zdi tako banalno, poročaš o smrti, ampak resno vprašanje, kako pa zveš, da je kdo umrl? Pa kje je kdo umrl? In v nekem članku nekje prav naposled je pa umrl tale pogrebni sluga, ki nas je pa dolga desetletja
te obveščal o mrtvecih. Skratka, vedel je, da rabiš tudi mrežo, da rabiš kraj, odkoder boš izvedel, kaj se je zgodilo. Tako da je pri njem bilo vse premišljeno. Recimo, ta vprašanja, kaj je bila cenzura, meni je bilo kljub vsemu bolj zanimivo, kako se on tega lotil. Recimo, ko je zadela ga na vseh mogočih krajih, ko je organiziral, rekel, psevdodogodek, tak velik nacionalni, ko so odprli oziroma imeli Prešernovo odkritje Prešernove plošče na Rojstni hiši. In se je z vlakom peljal, mislim, da je placa zmanjkala, da se mogla še en vlak dodati. Skratka, zdaj mi vlak je 5-6 tisoč ljudi je bilo, to je bilo taka pesem, vse, skratka, kot sokolska srečanja. No, ampak predtem je hotel pa župan tam Radovljiški imeti govore, da bo on preveril, če so v redu. In kaj naredi Jurčič? Jaz sem včeraj pričakal besno, kaj se to pravi, on pa obrne, pa gledam datum, vidim leto 1872, na morali ste o čem verjeti. To je bilo pod Metternichom, smo imeli še cenzuro. Ampak prav tudi v tistem času, ko so bili kakšni še prej, se pravi pa potem, shodi slovenske oziroma kasneje v Taboru, nikomu ni na misel padalo, da bi cenzuriral govore na Taboru. Skratka, stvari je pripeljal pol do absurda. Zahteve ali pa cenzurne poteze, ni imel to držal, kaj nam lahko to počnete. Ampak se tako miselno poigral in področil. Iz tega misleja, to meni nekako dokazuje, da on uživa v tem delu. To ni bilo trpljenje. Omenili ste nekaj tem, ki se jih lotevate tudi v tej svoji knjigi. Hkrati pa seveda bi se morda dotaknila najprej tega njegovega jezika. Dolgo smo tuhtali in tehtali, nekako sem vztrajala, da mora biti zapis Jurčičevega jezika dobesedno tak, kot je bil seveda v slovenskem narodu. In vendarle je bila dilema, ali bo to zanimivo za sodobne bralce in ali bodo ga lahko še sploh absorbirali. Pa se pravzaprav izkaže, kako neverjetno živ je glede tega Jurčič tudi danes. Ja, ta dilema je pravzaprav zanimiva. Jaz zdaj študentom dam, oziroma nekdaj vedno dam kakšno kopijo Vodnikovih novic. Enim dan za brati, in se pol je nemogoče, ne znajo brati. Črke so drugačne. Sicer pol čez par minut, ko ugotovijo, kako se kaj izgovori, oziroma kjer znak je za katero črko in nekako steče, in dobijo občutek, je tako redek, da si tujci v lastnem jeziku. Skratka, slovenščino si rojen v tem, znaš bolj ali manj, pustimo zdaj, kak bi rekli, se pravi, lektorji, ampak sam zase imaš občutek, da si suveren. In zdaj pri Jurčiču je zdaj tako, bolj ali manj šolski rabi so nam Jurčiča tudi modernizirali. Breznik ga je često dal kot zgled častnikarske slabega jezika, skratka, kako se ne dela. In zdaj bila se zame dilema, meni je bil ta, dejansko, bi tem rekel, žmohtnost izrazov, formulacij, tudi kakšnih unsloviti K, ki ga ne najdemo več. In jaz sem bil se, kot je znano iz najnih duelov uredniško-avtorskih, da sem bil na začetku pristaš tega, da bi mičken nekolikam posodobil. Iz tega stališča, ker sem rekel, saj to je članek za te, ki
niso, kako se ukvarjali, slavisti za zgodovino jezika in za njih zna biti prevelika ovira. Ampak potem z ozirom na to, da pasaže res niso predolge, pa da ne gre za to, da bi večina besed bila vprašljiva, da bi mogoče ena, dve ali pa formulacija, ker meni kdaj tudi zanimiv besedni vrstni red, in tudi njegovo zelo svobodno postavljanje vejic in izbira besed, ampak v resnici on, ko je pisal časopis, je nekaj, danes je to zginalo iz žurnalizma, da je imel v glavi, kako to ubesedati, kako se te vesti, članke ubesedati, da bodo bralca pritegnili na nek način, bi lahko rekli, da zaradi njega je ta del žurnalistične zgodovine slovenski narod bi težko zdaj ločil v njegovo mesto, da bi rekel, da je na eni strani knjižni jezik, na drugi časopisni. Jezik v narodu, rečem, da je pač čista. Tudi če se kdo ne strinja knjižni zaradi slavista, ampak mislim, da je grobo je razlike. Vi ste označili to njegovo delo, novinarsko in uredniško, kot magični žurnalizem. Takole zapišete. Če je v svetovni literaturi velikan med pripovedniki Gabriel Marquez s svojim magičnim realizmom, je Jurčič v slovenskem novinarstvu ustvaril magični žurnalizem. Seveda pri tem ne mislite samo na to jezikovno živost in bogatstvo, o katerem sva pravkar govorila, ampak tudi na to, kako je tudi ustvarjal določene novice. Morda nekaj več o tem. Ja, tako bi več principov je bilo. Ker je bil, ko rekoč, sam imel še enega sourednika, je zdaj nekaj nemogoče, kako bi dobil nekog vesti. Namreč ona klasična vest, kot je nekdo pošlje sporoči, recimo v Mariboru se je zgodilo to in to, da bi imel imeti svojega dopisnika tam, ali pa samo oditi, pa nekaj preveriti. On tega ni počel iz dveh razlogov. Eno časovni, preden bi to vse skupaj popravil, druga pa se ja sam ni nemogoče, to počel. Torej, imel je dilemo, ali ostati pri dogodkih, ki jih je videl, se pravi, kar se je zgodilo v Ljubljani, in poročati o uradnih komunikejih, česar že vlade, ministrstva ali česar koli, ali pravzaprav odprt časopis. In torej, nekdo piše, lep primer iz Gradca, iz tega tudi tako očitno, da je bila Slovenija segla daleč. Vsakodnevni dogodki iz Gradca so bili teme, ali pa Celovca, jasno, Trsta, Gorice, so bile pač teme slovenskega naroda. In poroča, pravi, naš žalostna vest, neka sankanja, kako je tragično preminul naš mladi jurist, ta huda izguba za slovenski narod. Čez 2 dni pride dementi iz Gradca, kako se človek je živo. In zdaj, kaj bi pričakovali? Da bo zdaj Jurčič imel malo občutek krivde, pa se opravičeval. Prav, mi smo lepo poročali, ampak bomo pa poiskali unga, ki nam je nadvezil, nas je napeljal na lažno vest in njegovo ime bomo objavili v časopisu. Skratka, on je ustvaril nekaj, da so prihajali dogodki in za njimi demantili. Kar je bilo dobro, prvič s tem je bil bralec bolj zvest. Je vedel, da če te zanima, kaj v tej stvari boš nadaljevati, boš videl, mogoče še čez 2-3 dni, a drži ali ne. Po drugi strani je pa izpeljal res popolno korektnost. Ni bilo dileme, ni pol rekel, da ne bo objavil. Skratka, tega se je držal in s tem je naredil velik korak sploh napram novicam, kajti ta časopis je postal koloriten, živ. In izpeljal je poleg tega, da so mu dopisniki javljali vse mogoče. Tisto, kar je bilo meni fascinantno,
ko se je ukvarjal z položajem slovenščine, ga zanima, kako pa izgleda, kako izgleda po šolah. Pa pove, na tej šoli ta zna slovensko, on na čudno špraho govori, ta zna slovenskega marca mocvičaka, en zna to kot kelnerca, ta pa Čeh pa zelo zna. In je to bil nek pritisk. Ti si se znajdel v časopisu, a povem, da učiš na šoli, pa ne znaš slovensko. Pa kdaj tudi demanti, pa se je kdo javil, da zna slovensko, pa pravi učiš. No, to nas pa res veseli, da se ne učil. Skratka, teh zadržkov ni bilo. Pojem imel pa še eno rubriko, ko mi najprej ni bila čisto jasna. Rekel je inserati. Bi se od reklame za karkoli se je prodajal, kar je zanimivo gledati tudi stališča trgovanja, kaj so stari Slovenci, naši pradjedje, s čim so se kupčevali. Meni je bilo zanimivo, recimo, ko so prodali šnopc. Najmanjša enota je bila 25 litrov. Kar mi pomeni, da so ga zelo lepo konzumirali, ampak bilo je tudi tako, da unke prodajo šnopc, če te zanimajo, ti najprej eno flašo poslal za probo, čisto gratis. Da je to zelo delovalo, govorijo številne rubrike, ker tisto, kar je tudi mene presenetilo, kakšna količina ubojev, recimo. Ampak ne v tem smislu umora pripravljenega, ampak nek gostilniško vzdušje, ker se fantje, ki so bili skupaj, se na koncu razbijajo glave, pobijajo čreva, odprejo karkoli. In to je bilo zgleda, ta alkohol ima tudi kar dobro funkcijo. No, in v teh inseratih si imel poleg reklam za prodajo, se pa še kdo kaj je pa recimo le kdo kaj javil, kdo je protestiral proti župniku, proti njegovi pridvi, nezadovoljen. Pol nekdo je pravil, ta župnik je imel predrag pogreb, veliko cenejše imajo, mamo so mi cenejše pokopala. In zdaj, kaj, in to je bil podpisan članek. Človek je stal z besedami za tem. Potem je bila ena zanimiva situacija, ko se nekdo pritoži, da so mu veterinar, živinozdravnik, tako malo manj zdravo, da je bil od konja. In zdaj hotel veterinar demanti napisati. Tako je bilo očitno, ker mu Jurčič piše, zdaj pa ne morate demantija, zato ker to je bil inserat, to je bil plačan članek. Skratka, morate plačati, če hočete odgovoriti. Skratka, na svoj napad je mogel pa še plačati, zato da je lahko odgovoril. In v tem je tle pa še razširil, tukaj je bilo pa še več možno pisati. Ker si stavil, pa si imel, mislim, kaj vse ljudem napadalo, nekdo je bil nevoljen nad tem nekam malim županom in piše, da ne neha zalezovati njegovo deklo, da se ima doma ženo, pa ne radi za svoje otroke skrbijo, da bodo porasle. Skratka, in takih, ali pa nekdo je jamral, da mu je ljubica ušla. Daj še besedo, še dve, prijemno Ditaš mi napiši. Skratka, ljudje so se tudi najedevali. Ali pa nekdo je napisal, da ga ni bilo takrat, pa takrat v Trst, pa joj, nekaj drugega je bilo tukaj sam. Skratka, ta časopis ni bil samo časopis, je bil način, kako so se ljudje med sabo družili. Tudi prek časopisa. In v tem je bil čarovnik. Govorila sva seveda o konfliktih z oblastjo, ki je konfiscirala tudi kakšen članek ali tudi celotno časopis. Vendarle pa je konflikte ustvarjal tudi sam, predvsem v odnosu do drugih časopisov, recimo. Tukaj nas spodobe gleda Blajfajs in tudi to temo ste odprli v svoji knjigi. Meni je bilo to izjemno zanimivo. Namreč, ko sem prebiral, vidim nekje slavi Blajfajsa. 70-letnico je imel, pridejo pod oknicom opet, zbere se 15 lažnih meščanov, on 4 dni po 3 strani mu posveča, imenuje ga oče naroda. Ampak še nekaj let nazaj, 6-5,
On piše o Bleiweisu kot o propalici, blaznežu, brdavsu, z pameti kot je makura. In mislim si, zato ne piše ad persona, to njegovo častnikarstvo opisuje s tem. In še bolj, recimo, konkurenčen nemški časopis Tagsblatt, rekel kar ljubljanski Butelj, skratka, za vsakega je imel vzdevek pejorativen. Nekaj je bilo v tistem času po svoje zelo dragocenega, da je obstajala permanentna interčasopisna komunikacija. Narod je bral in komentiral in poročanje v novicah, pa v Slovencu, pa v Danici, pa v novicah, pa seveda tudi v Laibacher Zeitungu, pa Laibacher Tagsblattu in nasprotno. Skratka, ti si, ko si bral en časopis, si dobil tudi malo ceno, kaj pišejo drugi. In oni so enako počeli. Kar seveda govori o tem, da so naši predniki so imeli en drugačen modus branja časopisa. Sploh, ker se bile recimo gostilne, krčme, kraj, kjer se je naročal časopise. Da je človek šel in vzel več različnih časopisov hkrati in jih je primerjal. In bilo to križanje perspektiv, en izmed principov. Je pa res, da je bil Jurčič tukaj kar dobesedno strupen. S kakimi besedami je znal zbadati. Ampak res je to, da je on zbadal vse, ne samo druge časopise, zbadal je tudi se pravi, z deželnim predsednikom, sta bila, sem bil čisto na bojni nogi, no niti odgovora ni hotel objaviti, ker bo tožiti, da bo je pa sploh objavil nekaj. In recimo ta njegov horizont, kako so mu dogodki, je pa sledil, mogoče pač s temi sveta. Kako jih je znal ukomponirati v slovensko realnost? Recimo, s tem, ko ruski car Aleksandar II. Pride na obisk na Dunaj in ga tam se sprejme Franc Jožef, cesar, in mu igrajo rusko himno, pa še Franc Jožef bo ga v ruščini pozdravil. Tam se tipič, došlica, prav, Jurčič, cesar govori slovensko, oziroma, pardon, rusko. In v šolah pa iz šol mečejo dijake, ki recitirajo ruske pesmi in preganjajo Slovence zaradi rusofilstva. In s cesarjem je bila ena druga nenavadna oblika cenzure. Ko je cesar se vozil čez Kranjsko, je na postajih bila policija in ni pustila ljudi na peron. Zakaj? In potem je bil prav spopad, ljudje so kdaj prebili kordone. Zakaj? Zato, ko so prišli pozdraviti cesarja in ga bodo pozdravili po slovensko. In zdaj je bila ideja to, da bo cesar vedel, da se tle slovensko govori. In pa je tudi cesar, kadar je ven stopil, tudi tam kakšno slovensko besedo rekel. Tako da ta vloga cesarja je bil popolnoma nek drug lik, kar smo si recimo predstavljali. Partijsko zgodovino, skozi, cesar ni, je bil le ljudski človek. No, ampak, recimo, njegovi te spopadi so šli, recimo, tudi načelniki postaje z ministri. Je pa imel eno lastnost, da ob smrti koga, recimo, Auersperge, različni so bili, so bili česta tarča njegovih budic, ampak v življenju je pa tudi to koristnega naredil. Skratka, da temu pa ni bilo težko tudi pohvaliti nekoga. Čeprav,
Z današnjega stališča, tisti časopisi so bili res dosti rekli, vsi standardi so podrti, ampak tam je bil pa faktograf, ki je umrl Kosta, politik bolj blizu, se pravi, staroslovencem, blaga se okrog. On objavi kar obdukcijo, skratka, obdukcijski list, kaj je bilo, jetrca taka, gor, dol, prav, srce povečan. Ja, prav, to pa najbolj zato, ko se je to gnal za slovensko stvar, ne. Pa srce mi zdržal. Ampak poj pa še tako simpatično končan, ampak po vsem skupaj je pa jasno, da bi tako pol leta umrlo, ne. Tako da, recimo, stvari, ki se nam zdijo danes tabu, pač v tistem času nisem imel tabu. Ko govoriva o teh konfliktih, seveda tudi z drugimi Slovenci in drugimi časopisi, pa vendarle vi posebno poglavje namenite v tej knjigi tako imenovanemu revolver žurnalizmu in na tak način kljub vsej tej neposrednosti, živosti, o čemer sva ob Jurčiču zdajle govorila, izpostavite temeljno razliko, ki pa, oziroma tisto mejo, ki pa je Jurčič tudi v svojem žurnalizmu nikoli ni prekoračil. Kako je s tem, ko seveda primerjate te različne pristope? Ja, ta njegov antagonist je Jakob Alešovec, veliki avtor, Brencla, plodonosni publicist in z trpkim finalom življenja, ki je bil na koncu slep, pač kad je živel od pisanja, je na koncu živel od miloščine beračev. Meni se je velik lik, ker Jurčič ima lažji položaj kot Alešovec. Jurčičem je stala falanga, se pravi, Bošnjak, odvetniki, skratka Kersnik, Razlag, tiskarne so bile. On je bil, rečemo, suveren del tega novega slovenskega intelektualnega mastodonta, nekega liberalnega. Alešovec je bil pa bolj, v angleščini rekli one man band. Je sicer delal tudi pri Slovencu, ga angažiral po novicah Dajvajs, ampak najbolj močen je bil v časniku svojem komunističnem Brencem. In kot tak mi je bil zanimiv, ker on je imel tudi ta sistem, često so ga zaprli, ampak tista zapor Avstro-Ogrski je bil drugačen kot v partijski Jugoslaviji, ker tam so dali enega v preiskovalni zapor, pa ni nikoli več pisal politikov. Se pravi, Alešovec je pa po 14 dneh zapora je prišel, in potem številko napisal in so bralce zanimali, kaj bo zdaj povedal, ki je zapora prišel. Skratka, zapor je bil samo nek omejevalno. Avstro-Ogrska je imela kazni, prepovedi zapore kot omejevalno. Nekaj omejiš, ne da obračunaš človeka. Partijski režim je obračunal, ali pa zastrašoval. In zato je bil meni, moram reči, relativno simpatičen. Težko je delati, humoristični list je težji delati, zato ker z vsako bodico izgubiš bralca, pa njegov krog. Je težko jih obdržati. No, ko sem bral ta njun spopad, je treba se reči to, da Jurčič ni angel. Vse to, kar je počel Brencelj, oziroma kar je počel, je tudi sam počel. Uporabljal je vse mogoče žaljivke in neizprostnosti, kritike. Ker res je pa v eni točki je pa imel mejo. Meja je bila pa to, da ko je obračunal z nekom, je obračunal z njegovim delom, z njegovim početjem, tudi če je pretiraval. Ni se pa ukvarjal zdaj s tistim vprašanjem, koliko gostilni kaj spije, ali pa sam veliko kukar, kakšno deklo ima doma, kako doma deluje. Skratka, ta intimnost, zasebnost, recimo, kaj ste, Francozi, zelo očitno v Franciji, ko je imel Mitterrand nezakonsko hčerko. In nihče o tem ni pisal. Imel je ljubico, s katero je redno občeval.
In šele pol, dolgo po smrti, ko je ta sama hči izdala, ali so izdali njegova pisma ali nekaj podobnega in razkrila, se je o tem pisala. Skratka, žurnalisti so vedeli, tekmici so vedeli, samo to je modus vivendi, tako se živi, ali izbiraš kavo, ali pa izbiraš ljubice zraven, to je nekaj, kar imaš svobodo. To se pač javnosti ne tika. Tako da, to je bila ta Jurčičeva, ta razlika, se je zavedal pa še nečesa, da moč časopisa je vse izjemna, da časopis lahko nekoga, ko ga, recimo tem dal primer Marka Twena, kaj je vse počel, in potem ni bilo varianti, da ne možeš demantirati. Če enkrat, prvič, če bi mogel skozi brati sočasno, pa če enkrat demantiraš, pa reče, tako ne drži. Skratka, tam je postalo iz tega tudi očitno, kako močno orožje je časnikarstvo in kako za tega del je potrebna neka etičnost, ki se je sam poskušal nekoliko držati. No, zdaj pa smo pri medijih kot močnem orožju, tudi danes, seveda vsaka historična raziskava na nek način tudi pogled v sedanji čas. Nekaj ste o teh primerjavah, seveda, Jurčičevega časopisa in tudi naše povojne zgodovine, oziroma žurnalizma že povedali. Kako pa je seveda ta pogled na časnikarstvo Jurčiča in v Jurčičevem času v primerjavi z vašo lastno izkušnjo? Koliko lahko danes te Jurčičeve iznajdbe vendarle še pripomorejo? Zdaj, Jurčič se ni ukvarjal on je bil v resnici, lahko rečem, prvi urednik Naroda, oziroma da Tomšič je bil pred njim 2-3 leta in da mi dal šele Jurčič ta silni zagon. Jurčič je bil ime, bil je velikan. On, ko je začel urednikovati časopis, je imel že veliko literarno ime. In z tega stališča ni bil nek nameščenec, se pravi, zdaj, to je velika razlika. Velika razlika je, a imaš ti, recimo na Poljskem, je imel dolgo, tako zelo močno vlogo, ki je daleč presegala urednikovanje, se pravi, nekdanji disident Adam Mihnik. Adam Mihnik kot član Solidarnosti, kot borec proti komunistični represiji, je v 90-ih imel urednik gazete Liborče, je navzlic interesom lastnikov lahko imel tudi neko suverenost. Ker šlo je za to igro, ker se pravi, lastniški del pri časopisu tudi, kadar lansira svoje teme, poskuša to narediti neopazno. Čim manj opazno in dobra propaganda je taka, da ne veš, da je propaganda. In z tega stališča je seveda najboljši urednik ta, ki s svojim imenom garantira, da je suveren. In potem, če je urednik dovolj samosvoj, lahko doseže marsikaj več, kot bi bil klasičen. En problem žurnalizma je tale, da so uredniki hiper dobro plačani napram ostalim. Z zelo preprosto logiko. Ko dobi takšne in takšne dohodke, začne v tem stilu življenja živeti. Si kupi hišo, vzame kredit, žena se navadi, otroci se navadijo. In dom je zdaj zanj najhujši cenzor. Njegovi bližnji in njegova druščina ga uniči, če bo on tvegal svoj položaj. Ker je pa velika razlika iz urednika v običajnega urednika, mislim, običajnega novinarja, krat nekaj.
Se pravi, da je to taka zelo, zelo učinkovita oblika sodobne cenzure. In še boljše je, če nekdo nima šola, ne, dosta, ali pa če je drugače vprašljivo, še bolj zanesljivo. Zdaj, Jurčič pravzaprav ni bil delegiran, ampak on je bil prvo, sam je sestavljal, on je bil tudi lastnik, je bil en solastnikov tiskarne, ki je narodne tiskarne, ki je bila v lasti časnika. On je bil mestni poslanec, kandidiral je marsikje. Tako da on ni bil nekdo, ki mu bi naročil, kaj ne počne, on je bil v prvih linijah tega formiranja slovenske, takrat moderne politike. In imel je seveda srečo, da je relativno mlad umrl. Namreč v poslednji fazi, ko je postal deželni predsednik Winkler, Andrej Winkler, se je časopis kdaj spremenil, da so ga nemški časniki opisovali kot, da je propagandni stroj deželnega glavarja. Nekaj je bilo logike v tem. Namreč to je bil glavar, ki je slovenskega rodu in je vpeljeval slovenščino v vse mogoče institucije. Je favoriziral. Samo časopis je eno, da se veseli tega, drugega pa takrat so ga slavili kot cesarja, da so mitinge zanj vse posod. In Jurčič je imel torej srečo, da je urejal časopis v enem obdobju, ko je bila njegova grupacija bila na oblasti. Ker bi bilo resno vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bila. In v tem smislu to je bil en omen, drugo je pa dejansko ta njegova suverenost, zato ker je on pravzaprav pisal po svojih prepričanjih, ne po narekih. Ne po narekih, zelo nasprotno, ker je bil sam in kdaj rabil malo pomoči za pisanje. Dobro, eno so bili te dopisniki od vse posod, drugo so bili pa, kot rečeno, kolegi, tudi Hribar in ostali, pa kdaj koga prosil, ne napiše kakšen članek. Se mu pomaga z kasnim. Tavčar se je spoznal na kakšne pravne finese, pa mu je o tem napisal. Recimo, je pa zanimiv, ko človek gleda nazaj, vidi to grotesko zgodovine. Jurčič in njegovi so se zavedali nekaj, ker niso imeli institucij, takih državnih, države niso imeli vlasti. Danes, ko imate spomenik, da ta župan, da minister, pa postavijo spomenik. Takrat je pač šla akcija nabirka za Jenkov spomenik. In potem je časopis poročal, kdo je nekaj priložil. Jurčič je dal vedno 1 goldinar, ni bilo velika, ampak pa 1 goldinar je dal. In potem je popisal vse detajle. En železniški uslužbenec je dal 15 krajcarjev, pa so dali 15 krajcarjev. Vsak je bil not. In so se nabirali v te vsote. Tako da je s tem, ko se je marsikaj zgodilo, pa stvari so se obrnile. Recimo, ko nabirajo denar za Prešerna, pač spomenik ali ploščo, pa ugotovijo, enkrat pride eno pismo, da na Dunaju živi pa v revščini njegova hčera. Pa porka dušno, moramo zdaj zbirati denar za Prešernov spomenik, njegova hči bo pa skoraj odlaknete umrla. In pa so Jurčič organizirali to, da del denarja zbirajo zdaj pa še za hčero. Pri Jenkotu so za mamo še zbirali, ki tudi odlaknete umirala, ampak so se prepozno spomnili, to sem še 4 mesece. Ampak, in pri teh, pa se zgodijo še take lepi obrati. Recimo, enega najbolj cenenega meščana Ljubljane, župana, imamo Ivana Hribarja, ki je veljal kot kakšen zgled vsega. In on je nekoč podprl gledališče. Gledališče je podprl na ta način, da mu je iz svoje dediščine po smrti izvolil, ne vem, toliko in toliko goldinarjev. Gledališče že zdavnaj več ni bilo, ko je on umrl, in tistega denarja gledališče nikoli ne videl. Hočem reči, taka danajska darila, ki se zdi imenitno, ta človek je pa to postavil. In je zanimivo v tem,
ta moment se da tudi ugotoviti marsikaj o zavarovalništvu. Namreč ljudje se pritožujejo, hiša je pogorela, pa ne plačajo. Pa se nekdo pohvali, zavarovalnica Slavija s Hribarjem, te so nam pa lepo plačali. Tako da se vidi, da se dobi zavarovalnino ni to samoumevno. Ob tem je pa časopis omogočal še eno dobro korekcijo. Nekdo, eno dekle prav, piše, radio je ta pa ta, lepo sva se imela, zdaj v teh trenutkih te bi pa najbolj porabila, prej sva se veselila, zdaj si pa zginila. Zdaj se mi pa jav, če ne bom pa tvoje polno ime objavila v časopisu. Skratka, kdo je bil dolžen, upnik je bil, pa je grozil, da je sam prvo črko advokata, ko je bil dolžen toliko in to godina objavil, prav, če ne bo 14 dni, pride celo ime. In pol ni bilo celega imena, iz česa sklepam, da je to uspelo. Tako da ta moment je bil izjemen v tem smislu, pa jaz nisem pa opazil kakšnih trenj, recimo znotraj. Recimo, kdaj je bil do teh, ki niso uporabljali slovenskega jezika, rečemo, poslanec Razlak, ki je bil tudi član, kako imenovanih Mladoslovencih, pa ga je bičal, kaj se to pravi. Ker je bil mojster, če tako pogledamo, kje je vse on usilil slovenščino. Na sodišču ni hotel dvigati pošte in jedke, dokler ne bo tožilec govoril slovensko, da ima on pravico, da ga obravnava v slovenščini. In je naredil te epohalne. Skratka, te njegove bitke so bile, zdaj z ozirom, da je v tistem času je bil sovražnik ta oblika germanizacije, pa delni pač drugo krilo, ni bilo tako očitno, pa kot rečeno, ko so bili v opoziciji. Tako da, z tega stališča bi težko zdaj rekli, kaj bi pa bilo, če bi Jučića 20 let vodil. Je pa res nekaj, da na ravni jezika in na ravni idej, potem rubrik, ni bil izjemen. Če pomislim, kaj se je zmislil, kako je on postavil slovanstvo na prvo črto, on je dal kar rubriko iz domačih in slovanskih krajev, torej naenkrat je celoti o dogodkih v Rusiji pisal pred dogodkih na Dunaju. In v tem smislu je vedel, kaj vse se da s časopisom narediti. In ta njegova tudi jezikovna sposobnost je bila izjemna. Bil je pa, če tako gledamo, izjemno ekspeditiven. Če pomislimo, recimo, listki, danes se reče podlistki, bolj smiselno listek iz knjige. So nekoč bili vsini v časopisu. Na prvi strani je bila zgodba, ki je šla iz tedna v tedna in je ljudi držala. V Franciji so časopisi to z Balzakom in z drugimi prav odlično unovčali. So Balzaka ravno zato najeli, da bo držal bralce. Tudi Balzak je pisal, ni vedel, danes kaj bo jutri pisal. Jučić je nekaj podobnega. Pisal je iz dneva v dan, kar je očitno bilo v nekem zapletu, mislim, tega leta 73, ko je imel cel kup sodnih obravnav, pa je pisal Tatenbacha, ene pa je kar manjko, 3 dni, so bile 2 druga podlistka, druge zgodbe, pa je pa spet malo, pač ni bil kos. Ampak, ne pa pomislili, ko je on objavil zadnjo nadaljevanje Tatenbacha, je malo potem izdal knjigo. Zdaj, če bi tako rekel, koliko časa potrebuje knjiga, da izide? Recimo, pa mislimo, da je že v tiskarni, v Jučiću času je Tatenbach išel v 14 dneh. To je bilo malo leta. 73 v 14 dneh. Je pa seveda bil spreten, to je bil nov honorar je dobil, potem reklamiral je svoje knjige, povedal je, kje so, imel je knjižno zbirko posebej, ki jo je favoriziral, v kateri je bilo polovica njegovih del, tako da je imel rad svoje delo. Imel je rad svoje delo, predvsem pa izredno in tam je bil pa dosleden boj za slovenski jezik v vseh inštitucijah, kar ste že omenili. Nazadnje sva tudi na Slovenski matici, ki je nastala v tistem času oziroma nekoliko pred tem
ravno z namenom, da ustvarjamo seveda tudi slovenski znanstveni jezik. Jurčič je nedvomno slovenski žurnalistični jezik, ko ste izpostavili, razvil v svojo smer. Kakšen pa je bil pomen in kaj je zmogel takrat časnik doseči za slovenstvo? V kakšni meri vidite vi to njegovo vlogo kot izjemno? Ja, zdaj moramo nekaj vedeti, da v najtrših časih, v začetku 70-ih, ki je bila germanizacija, je bila nov polet, recimo je bila kranjska gimnazija, ni bilo več slovenščine razen veronavka. Podoben v Novem mestu, v Ljubljani. In zdaj, če pomislimo, da ni bilo praktično nobenih resnih slovenskih inštitucij, gimnazije so bile najprej kastrirane, potem je bilo pa tudi številčno relativno malo. Literature, poljudne, še nekaj zdaj strokovne, znanstvene, če je tako skromno, in ministrstva niso občevala v slovenščini, praktično. Zdaj, v času, ko je bilo bore malo slovenskih institucij, je on naredil iz časopisa pravzaprav mesto, kjer se ni širil samo jezik, ampak so se širile ideje, veliko tudi poljudno-znanstveni teksti, ki so jih objavljali. Skratka, in on je plediral na tedanje učenjake, je rekel, glejte, veliko več kot ena razprava ali pa knjiga, ki jo napišete za svoj krog bralcev, bo, če napišete en članek za slovenski narod, ki ga bo prebrali vsaj 1000 ljudi, 1000 naročnikov kratko, in ga bo tudi razumel. In v tem smislu je slovenski narod prinašal vednosti, tudi cel kup, če vzamemo takole seznanjenja z geografijo, ko je opisoval, imel razne popotnike ali pa dopisnike, opisoval ruska mesta, ruske navade, srbske, poljske, angleške. V tem smislu je bil pravzaprav nekakšna akademija, intelektualna akademija, v kateri, in tudi dejstvo je, da so pač vsi, ki so pač imeli težo, so bili gosti. Tudi recimo, kaj počel v predavanjih Miklošiča, Miklošič, ki je zamenjal recimo Pleteršnik, ki je šel z ene gimnazije na drugo, je bilo to vse zabeleženo. Skratka, življenje intelektualcev slovenskih je bilo veliko zelo, zelo cenjeno, spremljeno pri Jurčiču. V vseh smislih, ne samo v tem, da so tekste prinašali, ampak tudi njihova dejanja, početja. Tako da v tem smislu je en konec koncev nekaj nam mora biti sploh jasno. Količina strani, ki so jih ljudje prebrali, se pravi, narodu in v leposlovju, pa neprimerno. Kot rečeno, 1000 bralcev vsak dan, skozi celo leto, pa 1000 naročnikov, pa še več bralcev. In knjižne veliko naklade so bile majhne. Mene bi zelo zanimalo, v resnici nisem nikoli naletel na kakšno bolj podrobno študijo v tem zgodnem času, kakšne so bile naklade knjig. Sam sklepam, da so mogli biti izjemno majhne. Namreč, ko je hotel Bleiweis, primant Prešerna, da bi pisal za njegove novice, ker Bleiweis je imel tudi občutek, ki je vedel, da mora biti pesnik. Pesnik zna na najboljše besede zna uporabljati, pa je ljubil že Koseskega, da je rabo še drugega velikana Prešerna. In ker je bil Prešeren zamenljiv, je kaj naredil? Na naslovnici je objavil kot omaž njegov krst pri Savici. Krst ne gre na eno stran, pa pol 6 številk zapored, ta ne objavljalo. To je edinstveni primer v zgodovini, da pa eno delo 6-krat na naslovnicah je šlo. Ob tem, da je bilo skoraj 10 let po tem, kar je že šlo v knjigi. To mi pol pomeni, da tista knjiga, ta je bil res novo, da te, ki so prebrali krst pri Savici, vprašanje, koliko jih je bilo in sploh še,
ker je Blajbaj sam reklamiral, je rekel, lahko pa to preberete še v knjigi, ki je Prešernova izšla, je najdete po tisti knjigarni. Tako da, mogoče kolega Marjan Dolgan bi kaj vedel o teh nakladah, ampak recimo, meni je bilo to zanimivo, ampak v vsakem primeru naklade niso bile pisane. Ja, nisva se dotaknila vsebin, ki jih tudi na nek način duhovito in seveda z izvlečki, z oporo na primarno gradivo, torej na slovenski narod, izčrpno obravnavate v tej knjigi. Vendarle prav zato kličeva k branju. Vsekakor pa pozivava tudi cenjeno publiko, če je kakršnokoli zanimivo vprašanje, da seveda zdaj pred zaključkom tega pogovora, da še zastavite. Bernard, hvala lepa za nenavadno predstavitev. Moram reči, da jaz sem vsaj domišljenosti, da sem vse prebral od Jurčiča, nisem bral časopisov. Za slovenski narod sem že bral, ampak sem dobesedno pretresen, kako si ga ti bral. Ampak vprašanje imam pa nekaj. Ko sem jaz se s temi časi ukvarjal, sem imel občutek, da Jurčič ni imel sovražnikov, da sem ga imel pravzaprav vsi več ali manj radi. Medtem ko prvi v stiku, ki je bil tudi genialc, ampak sem imel pa občutek, da je imel pa toliko sovražnikov, kot je imel prijateljev. In potem se me pretresel, na primer, jaz sem mislil, da sem eden izmed redkih, ki sem bral obdukcije od Koste. To se pravi, bila obdukcija od Koste, splošna dostopna, ko si tam človek težko predstavlja, ker je ohranjena v Kostovi zapuščini. In je pretresljivo, pravzaprav srca se ne spomnim, se pa spomnim raka na želodcu. No, ampak torej vprašanje je, kako je bil, kakšen imaš občutek, da je bil Jurčič kot človek, za razliko od Devstika, ki je bil tudi genialc, ampak očitno je bil Jurčič prijeten, topo, Devstik pa ne brzoprn. Ampak to mi je tudi pokojni Primož Simoniti, vem, da so se o tem pogovarjali. Pa samo še eno še vprašanje, če smo mogoče najdel, če je, to mi je pokojni Jože Pogačnik, ta akademik, rekel, da pa je imel Jurčič nekjer, je zagovarjal samostojno Slovenijo. Jaz tega nisem nikjer najdel, pa tudi ne grem v kontekst, ker pač Jurčič je bil bolj ilirc, on ni bil, bi rekel, samo Slovenc. Tretja stvar pa je pa samo prošnja, če bi se kdaj lotil še tako, kot se lotil Jurčiča, če bi se lotil še Tavčarja, ker to mislim, da je pa antipod Jurčiču. Ampak ne čisto, ampak v drug, ker to, kar je danes grdo v slovenskem časopisju, se mi zdi, da izvira iz Tavčarja. No, to je samo tako, ampak prosil bi te pa za odgovor na prvo vprašanje. Ja, hvala za tele iskrice. Jaz bi rekel, z Levstikom se nisem kaj dosti ukvarjal, ampak ta tvoja interpretacija bi znala držati. Jurčič je imel rad življenje. Je bil rad v kavarnah, zvečer v hotelu Evropa. In kot so opisovali, je imel rad okoli sebe tudi druščino. Ampak ne druščino kogarkoli, ampak mladih intelektualcev ali pa odraslih. Tako da je bil družaben človek. Družaben in recimo, čeravno je bil največ zapis, ki se nam ustaja, da je bil najmočnejši antagonizem z Alešovcem, je zadeva najbrž malo vprašljiva. Alešovc je nekje opisoval, češ se si me v službo vabil. In pol, tudi Jurčič tega ni zanikal, sem da je nekaj malo, neko smešno cifro mu je ponujal, kot da bi bil korektor. Ampak to pomeni, da se je Jurčič družil tudi s svojimi takrat nasprotniki, ampak v nekem hipu, ki je antagonizem bil prevelik, je pač nekaj iz tega izdal, povedal.
da je mogel biti, Jurčič imel, da se ravno ga zanimala, recimo imel je to idejo slovenskosti kot svojo prvo vokacijo, ampak recimo en tak primer je bil ta Tolovaj Guzaj. Jaz sem ga poznal potom svojega deda, ki je rad pripeljal kakšne štorije, kaj je Guzaj na kakšen način ljudi okoli prenašal, oziroma policaje. In kaj je naredil Jurčič? Jurčič pripiše, polno postane pa všeč, ko ugotovi, da je Guzaj iz enega mesta pošlje pismo cesarju, katerega ga prosi, da mu kazano oprosti gor dol. In ta iz unga razbojnika, morilca, ko se je prelil v nekoga, ki uporablja pero, je bil Jurčiču tako bliže. In sploh na koncu, ko ga po seriji neuspešnih ulovov nekako ustrelijo nekje, je mu Jurčič posvetil par številk in na koncu je našel še iz njegove zapuščine neko literarno tekst. Jezik je bil skoraj nemogoč, mislim, žensko nisem več razumel, težko je bilo kaj. No, ampak poante je bila pa taka, da je napisal nekakšno filozofijo razbojništva. In en moment, ki je bil en tak, ki je všeč, je bil ta, da recimo takrat so rekli, bo petelnik zapel, skratka, ko se nekomu maščeval tako, da smo požgal njegovo rastlino. In Guzaj pa pledira prav ne, a ni škoda, ne, hleva pa tega, ubite ga raja, če ga ne marate. Tako da Jurčič je vzel življenje igrivo. Ena stvar, ki je nisem omenjal, je bila njegova pot na kronanje, se pravi, na ustoličenje kneza Milana. On je mesece pisal, da bo srbski Milan polnoleten, bo postal knez. In naj za božjo voljo pošljajo delegate iz Slovenije, iz Kranjske. In zlepa se je njih brali, na koncu, so zbrali njega. Torej gre on in to vse popiše, dnevno so obvesti, mislim, pol časopisa je bila tole zgodbe. In ko pride na srbsko mejo, ga pričaka parnik, delegacija, ko Boga ga pričakajo in on je tam, popisuje vse, je tam, pol bi mogel jeti pa na sprejem knezu, ga pa ni. Pa pišejo, ni šlo, nekaj je pa šlo, pa nisem mogel. Si predstavljate, nekdo mesece, celo deželo, kako bi rekel, če rečem, ta sodobni, zdaj srbski izraz, pumpa vstajniški, zato, da bi pozornost imeli tam, on pa nima časa. No, pa sem pa gledal, pisal zato nisem, ker je pač moja špekulacija, ampak opazil sem nekaj, da v enem poročilu, kaj se vse dogaja, kje se ljudje zbirajo pred kronanjem, ne kronanjem, je on opazoval, razen v trenutku, ko piše dve mladenki, ki sta se razgovorile in potem ima on kot severni Slovan, marsikaj povedal, to je bil dolg pasus in potem eno je posebej izpostavil. Moja nekak sklep bi bil, najbrž imel Randi za uno naslednjo. In si lahko velika stvar, Bon Ivan je pa tudi bil, ker v zapuščini so postali njegove, mislim, da celo meni v neslavnostne večere pri knezu popis tega. No in naslednji dan je bila pa, ker je bilo le to gostov, imel pa še rezervno sprejem, pa je pa naslednji dan pa še Jurčič. Tako da ta Jurčičevo, se mi zdi, veselje do življenja je bilo najbolj očitno. In ne samostanskega življenja, ampak kavarniškega, gostilniškega. In to, kar opisujejo često, ko se opisuje kot ta tragedija, da ni osnoval družine, se je zdaj težko predstavljati človeka, ki je cel dan snoval, razmišljal, kako bo naredil časopis, kaj naredil zvečer, s kom vse bo klepetal, se družil, oziroma tudi vprašanje je mogoče manj znano, zdaj pač sam špekuliramo o ženskem svetu, kako je neobčeval, ampak to bi bila res, si ga res ne znam predstavljati, popoldne pa domov hodil v neki ženi, pa otrokom, pa sta nekaj se. Skratka,
tako, kar je bil, je bil, in to bi potrjevali, temu tvoji observaciji z Levstikom. Zdaj pa priznam, da drugo pa tretje sem pa nič, ko sem prej zašel že, če še Ne, torej, da bi bil zagovornik samostojne Slovenije, to, Ne. kar mi je Pogaček rekel, to mi ne gre skupaj, pa tudi naj, da nisem. Ne, nikakor. Ja, On je nasprotno, oziroma ne nasprotno, njegova ideja je bilo, kako Slovenijo, Kranjsko, kako te dežele povečati. Ja. Povečaš jih tako, da jih združaš vsaj idejno, tematsko z Hrvati, pa Hercegovci, Srbi, Rusi, Bolgari. In to je ta ideja. Skratka, da skupaj pa s Čehi smo večji in močnejši. V tem kakršnem koli smislu tovrstnega, že pri njem bi bili, tudi je bil konec koncev zelo naklonjen Strossmayerju, ki ga je opisoval tako, kot smo mi nekako brali opise Tita, nekakšnega nacionalnega boga. Tako da on je v času, v katerem je bil, je premišljal pa iskal sporednice, kako bi bolj afirmiral slovenstvo, tukaj s pomočjo slovanstva. Ja. Zdaj tretje pa še to je pa sam prošnja. Tavčar, ja. Tavčar, ker to mene, moram reči, jaz sem to gospod, ki je bila prej, oprostite, zdaj ne mi je pridik, pardon, sem že spraševal, ki je specialistka za Jurčiča, Pereniča. Urška, ja. Sem jo že spraševal, rekla seveda, da časopisja ni brala v zvezi z Jurčičem, ampak tudi moram reči, pokojnega Janeza Logarja, ki je Jurčiču največ vedel, mi je pa žal prej umrl, preden bi ga to vprašal. Tavčar je. Ne, za Tavčar, ampak Logar Janez je v Jurčiču največ vedel, tudi, ki sem jih jaz poznal, ampak je pa žal že prej umrl, preden sem jaz to od Pogačnika zvedel. Ja, jaz tako na prvo mislim, da se največ tega ne umlotil z enega razloga, ker tudi za delo rabiš strast. Jurčič mi je bil všeč kot figura, izmišljevanjem. To sem pa jaz tudi sam opazil, kako je bil pa Tavčar, predvsem ta neopazni politikant za članki. Te detajli me pa manj zanimajo, da bi šel posebej goreče študirati. Torej, meni se ob tvojem predavanju postavlja tole vprašanje. Zakaj je postal Ljubičić magični žurnalist? Ja. Ampak jaz imam en odgovor in zdaj seveda ti ga lahko potrdiš, ampak vidim vzrok in temelj tega njegovega uspešnega žurnalizma, da je on imel pred žurnalistično fazo to zelo uspešno pisateljsko fazo. Ampak ta pisateljska faza ni bila kakršnakoli, ampak je bila prepojena z fabuliranjem in fabulizmom. In tukaj vidim tisto skrivno povezavo, zakaj je on potem postal tako uspešen žurnalist, ker on je že prej absolviral kot pisatelj celo vrsto različnih takih pripovednih tehnik, ki jih je potem lahko reduciral ali pa transponiral v žurnalizem. Kot sedmošolec je napisal povest Jurij Kozjak, Slovenski javničar. Išla je pri Mohorjevi družbi in je dosegla naklado 5000 izvozov. Predstavljate se, tudi za današnje naklade. In to ga je katapultiralo res med prve slovenske pisatelje in uspešne pisatelje. In zdaj, seveda, ne smemo pozabiti, zraven je bil pa že Levstik, približno 10 let starejši, ki je imel tudi pisateljske ambicije, za sabo je imel popotovanje od Litije do Čateža s tistim literarnim programom, kaj se ne bi slovenski pisatelji napisali, potem je imel tisto jezikoslovno kritiko napake slovenskega pisanja in imel je Martina Krpana. Skratka, tudi super temelj. Ampak kar je potem iz tega, imel je nek načrt.
da bi napisal tudi nek roman o 10. bratu, in potem pride en 10 let mlajši, približno njegov dolenjski rojak, in strese iz rokava prvi slovenski roman 10. brat. Ja, Levstika zagrabi Sveta Jeza in mu napiše eno divje pismo, v kateri objavi oziroma napiše kritiko, in seveda, recimo v literarni zgodovini se to pismo pogosto omenja, ampak ne omenja se pa tega, da je to pismo prežeto s fovšijo, po domače povedano. Češ ti smrkrat s tebi uspelo, jaz, ko sem pa starejši, pa bolj izkušen, pa ne kaj še vse, pa ne. In potem mu je Dlakocepsko očital, ja, Loro bo šel še na Dunaj, pa mora končati to klet, Manica se bo do takrat že postarala in potem napiše, ja, in potem ji bodo ptički odpeli in rožice odcvetele. A se bo z njo potem poročil? Skratka, celo vrsto takih očitkov. Skratka, Levstik je bil seveda nadarjen, za sabo imel celo vrsto tudi potem teh študijskih polomov, ker mu seveda študij ni uspel, potem imel še tisto kolobocijo tam v Olomoucu, v Bogoslovju, in šel je v Bogoslovje, ki sploh ni bilo zanj. Kot rečeno, potem imel en semester poslušanja Miklošiča na Dunaju, tako da se je potem okužil z idejo, da bo pa postal jezikoslovec. In potem tisto njegovo jezikoslovje je postalo čudaško, ampak potem, čez leta, ko je bil Jurčič že žurnalist, je Jurčiču tako rekoč vsak večer v gostilni grenil življenje, ker mu je očital celo vrsto jezikovnih neužitnosti, ki seveda niso bile neužitnosti, ampak z vidika tistega Levstikovega jezikoslovja, ki je delalo ekskurze v praslovalščino in tako naprej, in po svoje čudaško in arhaično, tako da je potem Jurčič pogosto čez glavo in mu je tudi očital kakšne jezikovne spakedranke. In srečevali so se pa v gostilni na mestu današnjega Filipovega dvorca in tam je vsa ta liberalna smetana ljubljanska se sestavila, tako da je ljubljanski ljudski glas imenoval tisto gostilno Narodni hlev. No, ker so bili seveda liberalci kot narodnjaki, pa slovenski narod, pa tako naprej. Skratka, ljubljanski zlobni jeziki so potem to govorili, da je to Narodni hlev. Tako da Levstik je bil koleričar in potem seveda se je vrgel v to jezikoslovje, po drugi strani je bil nevoščljiv in skratka, ampak po mojem mnenju je bil Jurčič dovolj diplomata in dost, kako bi rekel, toleranten, tako da je nekako poslušal te Levstikove očitke, ampak jih potem tudi ni imel resno, ker je bilo pametno. In potem s Levstikom so šle zadeve tako, kot so šle, potem nazadnje v tisto njegovo predsmrtno psihično bolezen. To je to. Zdaj bi pa še to povedal, glede na to, da je gospod Granda omenil to željo, da bi nekdo obdelal Tavčarja kot žurnalista, moram povedati še to epizodo. Jurčičevo zbrano delo, literarni del, je uredil Mirko Rupel. In potem je Rupel umrl in potem je seveda nastalo, vsi so vedeli, da je bil Jurčič tudi urednik Slovenskega naroda in se je postavilo vprašanje, kaj pa zdaj, kdo bo pa uredil publicistiko. In potem urednik zbranih del, to je bil takrat France Berni, je dolga leta tuktal, koga bi pridobil in seveda zbirka zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev še danes ima tudi sedanji urednik težave s pridobivanjem urednikov, ker je to super garaško delo. Tako da je potem Bernikov uspelo pridobiti Janeza Logarja. No, ampak vem iz pogovorov, ker je Logar prihajal k Berniku, da je postalo vprašanje, da cela vrsta člankov v slovenskem narodu ni podpisanih in da je problem avtorstva. Tako da mislim, če se prav spomnim, je potem Logar v zadnji zvezek, ali predzadnji, ker
mislim, da je, ja, v zadnjem zvezku je politična publicistika, mislim, da je tam uvrstil potem predvsem tiste članke, za katere je bil 100% prepričan, da so Jurčičevi. Prosim, to bi spomnil. Ampak, kar pa zadeva Tavčarja, zbrano delo, urednica Tavčarjevega zbranega dela je bila pa Marja Borštnik. In Marja Borštnik je končala zbrano delo, ne da bi uvrstila politično publicistiko v zbrano delo. Tako da, če pogledate zbrana dela, nekateri avtorji, pri nekaterih avtorjih so uredniki postrgali tako rekoč vsako besedo, ki jo je kdo napisal. Recimo kakšen Cankar. Nekateri pa so potem ostali ta zbrana dela torzo in iz ne vem kakšnih razlogov, recimo Borštnikova ni uvrstila politične publicistike. Tako da, če gledate zdaj Tavčarjevo zbrano delo, je brez tega. Jurčič je dobil potem po zaslugi Janeza Logarja to publicistiko v zbrano delo, Tavčar je brez. Zdaj, meni se postavlja vprašanje tudi, zakaj Borštnikova, ker Borštnikova je bila v bistvu literarna zgodovinarka tako imenovane pozitivistične šole. In če pogledate tisto njeno monografijo o Tavčarju, ona je tudi prevrtala ne vem kakšno dokumentacijo in tako naprej, arhive, zakaj je potem tukaj nehala. In meni se postavi vprašanje zato, ker je bil najbrž Levstik kot publicist, res, kot se je tukaj že omenjalo, zelo strupen in potem se mi zdi, kot da ga niso hoteli javno prikazati v neki čudni luči, ki bi se pokazala seveda iz te njegove politične publicistike. Ampak prosim, to je samo moja domneva, mogoče bodo raziskave pokazali kaj drugega. No, kar zadeva pa še te naklade knjig v 19. stoletju, ne smemo pozabiti takrat na Celovško Mohorjevo družbo, ki je takrat pokrivala seveda celotno slovensko etnično ozemlje in od ustanovitve Mohorjeve družbe v 50. letih so potem te naklade strmo naraščale do Prve svetovne vojne. In mislim, da so tam pred Prvo svetovno vojno 100 000. Tako da zdaj za 80. leta, mislim, da te naklade Pratike pa Večernic, ki je bila takrat že utrjena zbirka, da te naklade so precej velike, ampak zdaj številk nimam, jaz imam samo v glavi to številko za Jurija Kozjaka, 5000. Zdaj, kar zadeva pa rast teh številk, bi pa kazalo pogledati v knjigo Janka Modra iz Zdravih korenin močno drevo, v katerih pravzaprav popisuje zgodovino Mohorjeve družbe in gotovo tudi navaja to rast naklad. To. Hvala. Ja, to bi se strinjal. To vsekakor je prednost Jurčiča bila, da če ne bi bil prej že velik in dober pisatelj, ne bi za sabo imel tega uredniškega in žurnalističnega opusa. To je res, to je ena zelo dragocena suverenost. To je suverenost, da imel je že zaposlenega, imel nekoga, ki so ga imenovali, mislim, da je bil Vatovc, ko ga imenoval, da je bil prvi slovenski penny liner, ki je bil plačan po vrsticah. En drobižek je dobil za vrstice. In zdaj, v žurnalizmu se je hitro razširil, da si bil plačan po količini, ampak to je pomenilo v resnici neko terciarno delo, to ni bilo nič avtorskega, to je bilo karkoli. In Jurčič za svojim tem monumentom literarnih del je imel to svobodo, suverenost, počutil se najbolj kot bog pisanja. Tako kot, recimo, meni je bilo vedno všeč pri Cankarju, ko sem gledal, kako je on kje vejce postavil, pa sem pa z veseljem našel lektorico v Mladini, sem nekaj napisal, ne bom prav, ne postaviš vejce. Sem povedal, čakaj, Cankar je pa postavil, ne, Cankar je lahko pa karkoli naredil, za Cankar je pa vse velja.
Skratka, Cankar je bil lik, za katerega je veljalo, da boljš od njega ne more nihče poznati jezika in slovnice. Pred njim je bil pa to očitno Jurčič in ta njegova fabula, kako je znal, on je znal vsega narediti zgodbo, in to je vadil in očitno je naredil še nekaj. Rad je poslušal, namreč tudi ta pa prednost tega gostilniškega druženja. Kaj pa je bilo? Danes so pogovori v bifejih dolgočasnih, se ljudje pogovarjajo, kaj so delali na televiziji, pa na netu prebrali. Nihče ne doživi več. V času je pa zgodbe, kaj je nekdo naredil, pa se z odprtimi usti poslušali in kdo je znal iz tega narediti pa pripoved, fabulo, je bil pa Jurčič. Oprosti, da se še enkrat upikam. To je Jurčič tudi literariziral v 10. bratu, tiste znamenito poglavje Krjavelj. Krjavelj v gostilni pripoveduje, kako je presekal hudiča na dvoje. In tam je cela ta scena, ki si jo zdaj ti, kako bi rekel, čisto abstraktno povedal, češ je poslušal v gostilni. To je Jurčič tudi literariziral v svojem romanu in sicer tisto znamenito poglavje v gostilni pri Obrščaku, ker Krjavelj pripoveduje, kako je presekal hudiča na dvoje. To se pravi, da epizoda Jurčičevega romana se popolnoma sklada tudi z njegovo prakso potem kot žurnalistom, ki hodi v gostilno vsak večer. Jaz bi imel samo še eno pripombo. In sicer bi povedal, da Jurčič je doživel tudi biografski roman od 10. brata. Mislim, da je prav, da se omeni. Ja, seveda, treba je pa povedati tudi, da je bil Jurčič dokaj mlad, ko je vse to delal. On je 39 let star umrl, pa deloval je v času tistega bolj vzpona tega našega liberalizma. Pa tole, kar je zdaj gospod na koncu povedal, to je zelo tipično. Jaz sem bil prepotujoč, sem delal, če poznaš Dolenjce, to je dolenjski način pripovedi. Sem bil tam, ta način razlagalni, krjavljovski. To je Jurčič povzel v svojih delih. Ni bilo vse krjavljovsko, tako je bilo živo pripovedovanje. Poleg tega je treba omeniti tudi, da Jurčič je bil tudi žensk normalen, je bil eno gospod, pa že je umrl, pa ni bilo nič zadeve, pa dejansko je bil tak normalen človek, priljubljen, pogovoren in tako. Da je bilo nekaj dosti takih. Ja, opravil si neverjetno delo, torej brati stare časopise je naporno, ni dolgočasno, je razborljivo. Zdaj bi pa mene zanimala ena stvar, če si mogoče ugotovil, koliko rednih sodelavcev je imel. Vodnik je več ali manj sam vse pisovcev prevajal tiste članke, ki jih je objavljal, da ni imel problemov s cenzuro. Potem je imel enega prevajalca, zdaj kako je bilo pa pri Jurčiču. Hvala. Zdaj, nekaj je to, kar je Marjan Dolgan povedal, da v zbranih delih enih imamo poskus identifikacije neke avtorjev. In na nek način jo je že Jurčič lansiral, ko je pod kakšen članek napisal recimo grška omega. In potem si lahko pol kaj prepoznal. Imel je gledališki kritik, mislim, da je bil črka Plasa. Pa je imel pa mehkejšega modela, pa je imel pa nek A je postavljen, da se ni več. Zdaj, iz teh zbranih del je očitno, da je ta krog, se pravi Šukle, Tavčar, Razlak, Vošnjak in še to, da so vsi sodelovali. Potem posredno se lahko ugotovi to, da so imeli težave recimo srednješolski učitelji
v službah časopisal in potem je on protestiral, a ne, in to so mu v resnici tudi pisali. Zdaj, te njegovi dopisniki, nekaj je poznal, nekaj ni poznal, bili so tisto, kar je bilo, recimo, meni zanimivo je, da on seveda ni bil kakšen antikrist, da ne bi zdaj imel kakšno alergijo na duhovništvo. Ampak pač, ker je bil libertin, v nekih točkah je bil po svoje, ampak nikakor ni bilo to, kakšen, tudi je bil ponosen, koliko ima duhovnikov, da mislim, da ima 100 duhovnikov, naročnikov, kdaj je protestiral, da so pri mašah kakšen posebej zagret duhovnik je ljudem povedal, da je to greh brati slovenski narod. In pa se je on protestiral naslednjič, pa napisal, ker župnik to pravo. Tako da mi je pač posebej skazali za onega Pennylinerja, ime je bil Ahčin ali Ahčan, ne vem točno več, no, lahko pogledam v tem javu. Ja, v resnici je imel, mislim, da tudi v te tekste, ki so mi jih pošiljali, on malo predelal. Dvomim, da je pustil tako, ker je imel, je zanimivo, neko dansko, recimo, ko se ljudje poslušajo med sabo. Pa je serija ljudi, ki ima te linearne pripovedke, se zgodi to, pa to, pa to, pa lahko zaspi že po prvem, ne boš nikamor prišel. En čar je ta napetost preobrati, pa mislim, da se začne nekaj končati drugo. In Jurčič je dejansko v tem smislu je imel žilc, bil pripovednik, ni bil učitelj. Recimo, če je hotel biti levstnik, nekdo, ki bi podučeval druge, kako je treba kaj, se on je ukvarjal s tem, kako bo podučeval, ampak kako bo pritegnil. In zato je bilo to branje in pisanje bilo magično pri njemu. In hočem reči tudi, vesti, ko so prihajale, je moj občutek, da jih ni samo prenesel, da jih je oblikoval tako, da so zadeve dobile napetost. Bralna napetost, to je bil gotov velemojster branje napetosti. Zdaj, količina uradno sta bila dva. Imel urednika pa še enega, je pa sem pa tja, ki je bilo zabeležen, da mu je kdo pojamral, pa je komu so tudi kaj majga plačaja. Imeli so hude težave z denarjem, namreč Jurčič je veljal za reveža. Literarna zgodovina nam jih je dala vse. Prešeren, Cankar, Jurčič je revež. In tudi njegovi sodobniki so pač pisali, kako je bil revež. Ampak jaz sem gledal, mislim, da bi en Kodar, moj mlajši, ki je enkrat opisoval, ko se je prvič srečal z njim. Jaz sem bil navajen, kot prav, Marjan Dolgani se pravi, Kazije, tam je dol, Filipov dvorc, se pravi, ta čitalnica, kaj je bilo? Gostilna, pa je bila čitalnica nekje tudi tam. Čitalnica je bila tukaj pri konzorciju, ker je ti spomenik. No, in prav, jaz sem bil navajen takih krajev, Jurčič je bil pa v hotelu Evropa, prav, tam je bil vse v marmorju, poznačeni stropi, v frakih so kelnerji hodili, gostov tudi ni bilo, Jurčič je bil vedno tam. Jaz si težko predstavljam reveža, da pač hodi v najboljši gostilno, najboljši hotel, tam tudi opisuje, so bili noter, se pravi, ruski feldmaršal je tam prespal, pa je to poročal, pa princesa ruskega cesarja. In jaz sem šel gledat, recimo, opisali so v zaborih 1200 guldinarjev dela. Se je človek ne ve, kaj je to 1200 guldinarjev. Potem šel pa jaz malo gledat, kakve so bile plače. Lepo si to napisal. Živino zdravnik je meni 250, zdravnik 700, razen parih ljudi. Voščarka mislim, da je imel 400. Ja, zelo malo sem bil. Skratka, kot zdravniki so imeli, če danes pogledamo, zdravniška plača bila šmoha, zelo majhna. In v tem smislu, pa če pomislimo zraven, da je zaslužil še z knjigami, in
Na začetku saj mu je tiskarna oziroma časopis plačal še bivanje v Evropi, a ne, pa tudi vprašanje, kaj bila kompenzacija, jaz mislim, da je živel bonvivansko. Tako da v tem smislu, ampak kot rečeno, bil je pa cel časopis. In jaz bi tudi tako ga videl, da si bi težko predstavljal, da bi on prepustil časopis enim trem, on bi pa sem pa tja pa še malo pogledati. On ga je fizično skupaj sestavil, užival, razen tista obdobja, ki je težko bolehal, ki je šel v Benetke, pa njegov glavne. Je imel pa časopis, kako je bil velik lik, pove to, da je časopis redno poročal, zdaj ga pa ni. Zdaj je šel pa se tam zdravi, zdaj manjka, zdaj je prišel nazaj. Mislim, zdaj pa ne najdeš takole, a ne, če je glavnega urednika ni, da časopis poroča, ki je pa kdaj pride nazaj. Tako da v tem smislu je bil pač to. Tako da, ampak ta leta se je pa zanimalo nekaj drugega tudi, ne. Mogoče, recimo, ki je umrl Auersperg, se pravi deželni predsednik, vsa čast, slava je bila, pa jaz gledam, mož je bil 40 let. Recimo ta življenjska doba, tale gospod je bil pač malo več, a ne? Ampak pa takile Vošnjak je mogel biti popolni bonvivan. Namreč kot zdravnik je šel v Ljubljano in potem je v glas, koliko časa dela. Dopoldne med 11 pa 12, pa mislim, da popoldne med 14 pa 15. Po 2 uri na dan je delal. Pa, imel je še tam je bila čudovita, to vam pove, kako je anticipiral čas. Bi rekel, pisansko je pošiljal zdravniške nasvete že, ne. Skratka, po pošti, ne. Skratka, po mailu, ne. In količina dela, ki ga je najbolj Vošnjak upravil, je bila minorna, ne, v primerjavi z tem. Potem najbrž je tudi, tako bi rekel, življenja kratkost, da pač takšna. Se je tudi Prešeren je delal za Kroben. Ja. On je bil tista delovna sila. To pa, kar mi je še Stane enkrat omenil za naklade knjig, se pa splača pogledati, se pa splača pogledati v delovodnike tiskarjev. Ja. Torej pri glasniku, to si mi je rekel, se je videti, koliko so bile naklade Prešernovih teh tiskov, verjetno pa še Kleinmeier, tukaj pa še kdo drug. Ja, ampak zdaj krst pri Sadici je bil pred, je bil v 30-ih, takrat Blaznik je bil v 40-ih dobil. Oziroma, saj ne, takrat so dobil pravico za izdajati novice. Ja, tako. Ja. Še kakšno vprašanje? Mislim, da smo o neznanem, doslej neznanem Jurčiču urednikom spoznali kar nekaj danes, več pa seveda še ob branju knjige. Najprej se iskreno zahvaljujem doktorju Bernardu Nežmahu tako za to imenitno knjigo, kot seveda tudi za današnji pogovor. Vam vsem za zelo zanimivo debato in seveda hvala, da ste z nama delili večer s Slovensko matico. Hvala lepa.